Lep dobrodan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Zeleni val in naše oddaje Odprta dna. No, ker smo vedno aktualni, bomo tako tudi za našo današnjo oddajo, ki smo jo že napovedovali od ponedeljka naprej, in sicer pogovarjali se bomo o Državnem svetu Republike Slovenije, ki je zdaj na tako imenovani politični tapeti. No, kaj pravzaprav nam predstavlja Državni svet Republike Slovenije, kakšni so resnično njegovi stroški in kaj bi bilo, če že kje privarčevati, se bomo danes pogovarjali z gospodom Blažem Kavčičem, sicer predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije. Omenili bomo prav vse aktualne teme, tudi tisto vročo v zvezi z vozilom in pa še vse tisto, kar boste lahko tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko vprašali našega in vašega gosta. 7860400 naša številka, tako da boste lahko poklicali in, kot že rečeno, vprašali, če vas karkoli zanima. Seveda pričakujemo pa vprašanja na te teme, ki smo jih omenili. Gospod Blaž Kavčič, lepo pozdravljeni v studiu Radia Zeleni val. Pozdravljeni, dober dan. Je kakšen poseben razlog po vaše, recimo, da se nekateri tudi v Državnem zboru Republike Slovenije izjemno veliko ukvarjajo z Državnim svetom v teh tednih? Ja, če pogledamo malo širše najprej situacijo po svetu, v Evropi, vidimo, da je prisoten zelo intenziven trend omejevanja demokracije, praktično prisilne uprave v državah, kot so Grčija, tudi recimo Italija, kjer so bližnjice mimo demokracije, se pravi finančni centri moči, ki so povzročili finančno krizo, v kateri smo, pod katero ječimo, zdaj grejo v drugo fazo eliminacije demokracije posod, kjer je to mogoče. Tudi v Sloveniji je ta trend neoliberalen zelo prisoten, varčevalni ukrepi, ki so uperjeni zoper srednji razred, torej ceno krize plačujejo tisti, ki je seveda niso povzročili, delavci, kmetje, upokojenci, študentje. Torej zdaj varčujemo skupaj, da bodo lahko finančni centri zopet dobili nazaj tisto, kar so v določenih procentih izgubili. To seveda ni prava smer in tukaj demokracija moti in Državni svet, ali če gledamo najprej širše po Evropi, ker podobnih institucij, kot je drugi dom parlamenta, je v Evropski uniji kar 13, se pravi polovica od držav članic. Vedno predstavlja ta drugi dom, kot je v našem primeru Državni svet, neko dodatno demokratično varovalko. V slovenskem primeru je to še posebej prisotno, ker je Državni svet konstituiran po povsem drugačnem principu, kot je politično-strankarski koncept izgradnje Državnega zbora, ki je sicer dosti normalen, običajen in to zadevo v osnovi ni nič narobe. Bi bilo pa zelo slabo, če bi Slovenija izgubila katerikoli instrument kontrole in katerikoli instrument izključne moči političnih strank. No, tu je Državni svet na poti, zato je tudi zadnja tale kampanja zoper Državni svet, katere se ne bi tudi Goebbels sramoval, ker je zgrajena po konceptu diskreditacija in potem likvidacija. So iz povsem banalne zadeve, iz povsem sprevrženega prikaza dejstev naredili nek pogrom zoper Državni svet, ki pa bi šel v škodo kakovosti slovenske demokracije. No pa da se razumemo, jaz sem večino svojega dela bil aktiven v gospodarstvu, vem, kaj je gospodarnost, vem, kaj je varčevanje, podpiram razumno varčevanje, dokler je gospodarno, tudi jaz kot Blaž Kavčič si nisem zamislil institucije, kot je Državni svet, to je institucija, ki je stara več kot 20 let, kot slovenska ustava. Znam pa povedati, katere so prednosti in katere so ali slabosti oziroma možne točke izboljšav te institucije kot je Državni svet, kjer definitivno so možne določene izboljšave tudi tu. No, ampak če smo čisto konkretni, Državni svetnik je definitivno najcenejši parlamentarec v celotni Evropi. V primerjavi z poslancem Državnega zbora je celoten strošek Državnega sveta preračunan na enega državnega svetnika okoli 58.000 evrov, kar je približno 5-krat manj, kot stane Državni zbor preračunano na posameznega poslanca, kar pa seveda ne moramo reči pretirano. Če primerjavo razširimo recimo na Italijo, italijanski senator stane
to je drugi dom v Italiji, stane dobra 2 milijona evrov. Torej en sam senator. Torej vsi stroški italijanskega senata preračunani na enega senatorja, medtem ko njihova poslanska zbornica je še 30% približno dražja. To pomeni 2,8 milijona evrov. Torej, v Sloveniji imamo razmer... Na leto na enega, da bodo naši poslušalci vedeli. Na leto na enega poslanca, 2,8 milijona evrov v Italiji, ne? V Italiji. To pomeni, da imamo v Sloveniji razmeroma ekonomičen parlamentarni sistem, še posebej pa ekonomičen državni svet, ki zelo intenzivno prenaša voljo strokovne civilne družbe in interesnih skupin v torej v parlament slovenski, ki ga sestavljata državni zbor in državni svet skupaj. No, v zadnjem času smo opazili, da nekateri novinarji, oziroma vedno isti novinarji, pišejo o državnem zboru kot o parlamentu. Zdaj nedavno predvčerajšnjem celo novinar Dnevnika pisal o državnem parlamentu, ampak ker se te stvari stalno pojavljajo in ker verjamem, da ti novinarji poznajo, gre za starejše novinarje, poznajo Ustavo Republike Slovenije, potem bi človek morda tudi domneval, da gre za to, kar ste že vi omenili, za določeno nagajanje, za določeno propagando, katere funkcije je pač, da bi državni svet tudi na ta način diskreditirali, kot da ga ni. No, toliko za uvod, spoštovane poslušalke in poslušalci. Naj povem, da je naša oddaja kontaktna, kar pomeni, da nas od zdaj naprej pa do 11:45 oziroma 11:50 ure lahko pokličete na našo vam že znano številko, to je 786 400. Zdaj pa nekaj glasbe, po glasbi pa nazaj na pogovor z našim gostom, to je magister Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. To povem zato za vse tiste naše poslušalke in poslušalce, ki ste se šele zdaj naravnali na našo frekvenco. Torej, govorili bomo pa v drugem govornem bloku pa o varčevalnih ukrepih, ki jih je sprejel Državni svet in ki so že v veljavi od danes. No, kateri so, v kakšnem obsegu in kako močno si Državni svet prizadeva tudi za zmanjšanje stroškov, pa kot rečeno v nadaljevanju. Quando amar-te dai povei spodnesi-mi zdaj ta je ona ta, ki je tvoja, ko na toplem letu preževa vsak po svoje sanjava, le mi dva. Še sem tu, oh baby, ta igra ne pozna meja, pred nami sem ustrajala, še sem tvoja vsa. No, Državni svet Republike Slovenije je pripravil izredno odločne ukrepe tudi varčevanja. Mogoče nekaj tistih bistvenih, gospod predsednik, katere ste pripravili, kaj je tisto, recimo, s čimer ste najbolj, bi rekel, oklestili vaš že tako nizek proračun Državnega sveta Republike Slovenije? Ja, proračun je, seveda, vsak evro v tej državi je pomemben, vsak strošek je treba pogledati, vsak evro dvakrat obrniti, ampak podoben pristop je v Državnem svetu prisoten že vrsto let, zato je zdaj težko na tistih kategorijah, ki jih določa zakon, kot so recimo glavni element stroškov Državnega sveta, so plače zaposlenih, ki jih določa zakon, gre pa samo za 26 zaposlenih. In gre za 40 državnih svetnikov, ki prejemajo skromne, ampak vendarle sejnine, ki znesejo za vse svetnike na leto okrog 400 000 evrov. Bile so zmanjšale za približno 30% investicije, tako da se že leta v Državnem svetu pravzaprav ne dogaja v smislu zamenjave opreme nič. Tudi recimo pisarna predsednika Državnega sveta, ki je velika za mogoče 1/3 pisarne predsednika Državnega zbora, ima še vedno originalno opremo iz predzgodovinskih časov. Ampak torej v teh skromnih razmerah
delujemo. Zmanjšani so tudi, kjer se le da na minimum, seveda ni zdaj potovanj v tujino, delegacij državnega sveta, znižani so stroški za telefone, na tisti dostojni minimum je zmanjšano tudi število sej državnega sveta in omejeno število sestankov komisij. Se pravi, do tiste mere, do katere državni svet še lahko deluje skladno z ustavnimi nalogami, ki jih ima. Tole bi vprašal, recimo prej sva govorila uvodoma, ravno o tem poskusu. Če lahko samo še konkretno povem, proračun državnega sveta je znašal okrog 2 milijona 300 do 2 milijona 500 evrov, sedaj je po zadnjih usklajevanjih nekje na 1 milijon 900. No, ko sva govorila prej o vseh teh tendencah po ukinitvi državnega sveta, zdaj se tako že javno kažejo, predsednik ene od parlamentarnih strank, ki je obenem tudi predsednik državnega zbora, je to javno povedal, da je to njegova, kot se ga jaz razumel, celo želja, hotenje, da bi se mu ta uresničila v letošnjem letu. Pa ali ste razmišljali, recimo, če pogleda človek statistiko vašega delovanja v zadnjih letih, ali je mogoče to tudi zato, ker ste bili toliko demokratični, recimo, vi ste ogromno vetov ste predlagali na različne zakone, čeprav so bili to zakoni sedanje opozicije, ki je bila prej pozicija, pa je zdaj zanimivo, da ta bivša opozicija, ki je zdaj pozicija, pravzaprav napada državni svet zaradi tega, ker ste nekoč bili proti poziciji. To je, mislim, neverjetno, bi rekel, sprememba filozofska. No pa vendar, ste razmišljali tudi o tem, recimo, da če vi ne bi vložili toliko vetov, če ne bi imeli toliko pripomb na zakone takratne pozicije, ki je zdaj opozicija, ponovno poudarjam, bi bila mogoče položaj boljši ali kako? Ja, pogledajte, vsak instrument kontrole in uravnoteženja kot nadzora in zavor, kot se reče državnemu svetu v teoriji, je nepopularen pri oblasti, ki si želi udobnost vladanja povečevati. To pomeni vse instrumente kontrole zmanjševati. Zdaj, vpliv centrov, finančnih centrov moči ali drugih neformalnih centrov je seveda lažje izvesti na politične stranke in preko njih na poslansko zbornico. To je povsod po svetu, povsod po Evropi in tudi Slovenije tako. In tukaj predstavlja državni svet neko motnjo. Motnjo za tiste, ki si pač so razdelili nek politični kolač v Sloveniji in seveda zato tudi je to nepopularna institucija pri strankarskih carih že vrsto let. In mislim, da za raven demokracije v Sloveniji ne bi bilo koristno, da se ukine državni svet, ampak da se razumemo. Poglejte, državnega sveta se ni izmislil Blaž Kavčič. Jaz poskušam dobro predsedovati instituciji, ki je ustavna kategorija. Tako so si zamislili ustvarjalci slovenske ustave, lahko to kategorijo tudi spreminjamo, lahko ukinemo državni svet, lahko ga izboljšamo ali okrepimo ali spremenimo, to so vse možne spremembe, ki pa jih je treba izvajati dostojno. In nastopi, recimo konkretno glede na izrečene besede, moram biti tukaj kar konkreten, predsednika državnega zbora, so neprimerni. Lahko nek politik, ki nabija v okviru politične kampanje na vse strani, si privošči marsikaj, ampak ko nekdo postane predsednik državnega zbora, se pa mora spomniti na prisego, ki jo je podpisal in dolžan je varovati ustavo, delovati ustavno. Kakršnokoli izmišljanje kategorij, ki si jih pač katerikoli politik želi, recimo, da državnega sveta ne bi bilo, je lahko legitimno do ravni nekega komuniciranja znotraj postopka ustavnih sprememb. Prav, pošteno, vsak ima lahko svoje mnenje, ni nujno, da se strinjamo. Ampak to, kar pa se zdaj dogaja, je pa v bistvu žaljivo do slovenske demokracije, do slovenske ustave. To ni dobro. Kot rečeno, lahko razmišljamo in oblikujemo sistem slovenski politični racionalno, tle je veliko področji, kjer bi lahko bolje postavili zadeve. Mislim pa, da je praksa pokazala, da neka oblika nestrankarske kontrole je za nadaljnji razvoj Slovenije še kako potrebna.
No, prej bi, ko ste omenili, ne, še v prvem govornem bloku, ravno to zmanjševanje, ne, demokracije širom po Evropi, ne, ali morda, vi ste ekonomist, recimo, ali se vam morda zdi, da za vsem tem, ne, kot ste mimogrede omenili, ne, da je pravzaprav vzrok tem težavam, tem stiskam, temu, kar pač je danes predstavlja Grčija, Italija, Španija in tako naprej, tičijo interesi velekapitala, recimo tega globalnega velekapitala, ne, ki je pravzaprav to krizo, kot ste tudi sami omenili, povzročil. Ima ta velekapital, kakšen je pravzaprav interes tega velekapitala, da tudi spravi države Evrope v vojno oziroma da jih popolnoma osiromaši in ne nazadnje, kam bo potem s tem kapitalom, da ga bo potem plesiral zopet v kakšni porušeni Evropi, kot je bil Marshallov plan, recimo po letu 1950 ali kaj podobnega? Ja, pogledajte, kdor bere analize, potem pa če naredimo čisto kratko diagonalo skozi to, izvaja se doktrina šoka. Kako je nastala ta zadnja gospodarska kriza? V Združenih državah Amerike so naravnost vsiljevali cenene kredite plačilno nesposobnim kupcem in nihče me ne bo prepričal, da niso kreatorji te politike vnaprej vedeli, kaj se bo zgodilo. Napihnil se je nepremičninski balon, denar celotnega sveta je bil potegnen v izvedene finančne instrumente za nekvalitetne torej te vrednostne papirje, ki so nastajali na osnovi vlaganj v nepremičnine. Ko je zadeva počila, je se finančna industrija sanirala v breme davkoplačevalcev in sedaj pa nazaj finančna industrija diktira skozi bonitetne agencije in tako naprej nacionalnim ekonomijam, kako se morajo obnašati. Zadeva bi bila smešna, če ne bi bila tragična. In vse to bobnanje o varčevanju je dejansko zelo sprevržena igra z državljani. Torej, finančni centri moči so sprožili krizo in sedaj poteka proces, kako zagotoviti nadaljnji tok denarja od revnih k bogatim. To je v bistvu v najkrajših besedah tisto, kar se dogaja. In zdaj, če pogledate, koliko 1000 milijard dolgujejo zadolžene države članice, ki so pa v bistvu do teh dolgovanj prišle v največji meri skozi finančne transakcije, ne skozi recimo uvoz blaga ali kaj podobno. Ja, tako je. Torej, bile so tudi, moram reči, tudi te številke zelo natančno spremljam. V Grčiji recimo je bilo veliko neracionalnosti in nekaj od teh podatkov, ki jih ljudje verjetno dnevno sprejemajo, je, recimo, pri njih je olimpijada porasla iz 1 milijarde pa pol proračuna 10 milijard, ne. Se pravi, bila je prisotna visoka stopnja neracionalnosti. O tem je bilo ravno eno kvalitetno predavanje na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pred nedavnim. Zato človek, ki spremlja te podatke, analize, si je na jasnem, da se, kot rečeno v začetku, izvaja doktrina šoka, ki pomeni kaj? Pomeni, da se družbo pretrese v temeljih, da se denar pretrese tja, kjer ga je že zdaj veliko, ga bo še več, ne? In da ljudje v bistvu vsak dan so skozi medije informirali o nekih škandalih, o nekih krajah. Zdaj pa včasih so te stvari bliže resnici, včasih so pa zelo daleč, ne? In ljudje več nobenemu ne zaupajo. No, midva imava pa že klic. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Lepo pozdravljam oba, posebej pa gospoda predsednika, gospoda Kavčiča, tukaj Milerjeva z Ljubljane. Ja, izvolite. Torej, malo zasledujem tole stanje glede državnega sveta. Zdaj vidim, da so 3 stranke za ukinitev, ne? Zanima me pa tole, kdo lahko odloča o ukinitvi, recimo sprejme sklep, da se državni svet ukine, ali je mogoče zato treba celo spremeniti ustavo, ali kako gre tale, kakšen je vozni red, me zanima. Aha, no, zanimivo vprašanje, ja. Ja. Bom poslušala po radiju. Ja, hvala lepa, lepo vaju oba pozdravljam. Hvala, srečno. Adio. No, torej, zanimivo vprašanje, formalno, ne, kako do spremembe, če že, ne, do spremembe državnega sveta in kakšna večina je potrebna potem v državnem zboru za kakšno tako spremembo. Ja, to je čisto konkretno, gre za potrebo po spremembi ustave, če bi karkoli spreminjali okrog državnega sveta. To pomeni
če bi ga želeli ukiniti ali če bi ga želeli spremeniti, bi morali doseči ustavno spremembo, to pomeni dvotretjinska večina v državnem zboru. Se pravi 60 poslancev je ta dvotretjinska večina, ki mora glasovati za spremembe. Zdaj jaz verjamem, da bo prisotna dovolj visoka stopnja razuma pri poslancih državnega zbora in pri vodstvih političnih strank, da ne bi posegli v to institucijo. Pa ne razumite me napak, meni se mandat državnega svetnika in predsednika izteka letos, tako da ne govorimo o neki... Boste še kandidirali? Verjetno ne, ampak razmišljam pa bolj zornega kota interesov državljanov Slovenije. Žal, pa moram se strinjati, da ljudje dejansko ne vedo, kaj državni svet počne. Njih je potem lahko, bi rekel, speljati na neko razmišljanje, vse to pa ben ne ve, kaj to je, dajmo to ukiniti, ne. Ampak treba je povedati, da državni svet živi v neki zelo prisilni medijski temi. Ne marajo ga niti kapitalski centri moči, ne marajo ga niti stranke. Zdaj tudi parlamentarni kanal se ne imenuje več parlamentarni, ampak kanal državnega zbora in državnega sveta gor ni. Pride pa k nam, recimo, jaz sem malo zračunal, več kot 60,000 zainteresiranih strokovnjakov je bilo v 20 letih prisotnih na teh posvetih državnega sveta. Na leto jih pride okrog 3,000, ne. In ti poznajo vse te interesna združenja z področja, ne vem. Zelo zanimivo, o tem bova kasneje, zdaj imamo zopet klic, dober dan. Dober dan, Maja iz Ljubljane pri telefonu. Ja, izvolite. Jaz bi pa rada vprašala, kakšno je število avtomobilov, ki jih ima državni zbor in kakšno vrednost predstavljajo skupaj. Mislim pa, da je potrebno opozoriti tudi na preveliko število vozil za poslance, saj bi se lahko vozili tudi z javnim prevozom, tako kot na Švedskem. Pa lepo pozdravljeni. Hvala za vaše vprašanje oziroma mnenje. Ne? Torej, slučajno veste, koliko vozil ima državni zbor? O tem še nismo govorila, ne? O tem avtomobilu nesrečnem poslušalka naj je prehitela, no pa vendar. Ja, no lahko rečem, da vozni park državnega sveta trenutno znaša 0 vozil. Medtem, kolikor vem, glede na to, da je bilo teh zdaj informacij kar nekaj okrog, je vozni park državnega zbora okrog 10 vozil, s tem, da se pa predsednik državnega zbora, njega vozijo z limuzino Audi 8, ki je sicer knjižena pod Ministrstvo za notranje zadeve. Tako da tukaj gre resnično za bogatega, velikega brata in recimo zelo proletarskega mlajšega brata ali manjšega. Skratka, gre kar za veliko vozil, ne? No, tako da, še to bi omenil, ne? Prej ste omenili ravno Grčijo, no, zanimivo je, ne? Še nekaj, ne? Prejšnji teden nas je ena poslušalka opozorila, ne? Grki so šli v Evropo z evropskimi plačami, ne? Njihova plače v drahmah so se spremenile tako dobro, ne? Da so imeli takoj Grki evropski standard. Mi Slovenci, ne smo pa že za začetku capljali, ne? In poslušalka nam je celo po telefonu, ne? Nam je predstavila in nam povedala del pogodbe, ki naj bi jo podpisala kot prodajalka za eno od avstrijskih firm, ki v Sloveniji, ne smemo zdaj povedati katero, ima poceni oblačila. Njena plača mesečna bruto naj bi bila 434 evrov. S tem, da ne sme niti malicati, ne sme imeti telefona pri sebi in ji pregledajo lahko osebno prtljago in celo njen avto vsak dan. No, toliko mimogrede. Tako plačo si ta avstrijsko-nemška trgovina v Avstriji ali pa v Nemčiji ne bi mogla privoščiti. Se strinjate? Ja, res je, velik del težav Grčije gre ali pa pomemben del gre na neko komodnost, s katero so se uspeli Grki plasirati v Evropsko unijo, ampak kot pravijo Amerikanci, za tango sta potrebna dva. Ne? To pomeni pri tem vstopanju Grčije v Evropsko unijo pod zelo lahkotnimi pogoji, so bili tudi na strani Evropske unije prisotni zainteresirani pogajalci, ampak ne smemo se pustiti predaleč potegniti v tem spodbujanju sovraštva med državljani Evropske unije. Res pa je treba povedati Grkom, če stane recimo bivši predsednik slovaškega parlamenta, gospod Richard Sulik, je postregel z nekaterimi sočnimi primerjavami, koliko recimo stane natakarjeva ura v Grčiji, koliko stane v sosednji Bolgariji, in te razlike so enormne. In Grki bodo morali pri sebi določen del te komoditete
seveda z njo opraviti. Vendar glavnina problema v Grčiji so finančne špekulacije. Glavnina problema v Grčiji je kapital, ki je šel iz Grčije ven. Če bi Grki samo ladjarske milijarde pripeljali nazaj v svoj davčni in finančni sistem, potem Grčija ne bi imela več finančnega problema. Ne? Tako. No, mi bomo v našem naslednjem govornem bloku pa pogledali oziroma povedali zgodbo v zvezi z avtomobilom, ki je bil ukraden državnemu svetu in o tem, kakšen avto je tisti, s katerim so ga nadomestili in kar je bila tudi srž polemike oziroma debate v zvezi s tem v zadnjih tednih. Nekaj glasbe in kot rečeno nas lahko tudi med glasbo pokličete 786 400 naša številka, ker poslušate vaš najljubši radio, to pa je Radio Zeleni val in oddaja Odprta dlan. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind. Takole, no in koga danes je oddaja zelo živahna, nekoga že imamo, dober dan. Nekaj težav z vezami, dober dan, naslednjemu, dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Tudi težave z vezami ali pa s pogumom, ne vem. No, gospod Blaž Kavčič, jaz pogum imam. Torej, kaj je bilo pravzaprav v zvezi s tem vašim avtomobilom? Vaš avto so ukradli. Celo tukaj v bližini, mislim, ne, na področju Grosupeljske občine, kar smo prebrali v srečnih javnega obveščanja. Ali se vam zdi, da je mogoče tudi ta kraja, ne, če smo že zdaj pri vseh teh stvareh, namernostih, ne, ali mogoče je bila tudi ta kraja namerna, recimo, da bi vam potem očitali, da ste avto nadomestili? Ste to kaj razmišljali? Ja, toliko daleč meni razmišljanje ni šlo, v bistvu je šlo gre za ogromno ukradenih avtomobilov v Sloveniji. Zdaj, kako dobro je organizirana ta mreža, da v roku parih ur avto očitno izgine iz Slovenije, pač lahko o tem mogoče slovenska policija kaj poroča ali pove. Jaz sem bil zgrožen na tem, kaj se je zgodilo, ampak ta akcija, ki je sledila, potem je bila pa pravzaprav, kot rečeno, v začetku smešna, če ne bi bila zelo negativna. Ne? Prvič, že to vaše vprašanje, ne, je bilo tudi v medijih zelo nejasno, komu so ukradli avto, ne, in kdo kupuje nov avto. Ne. Mene je recimo mama klicala in rekla, Blaž, kaj pa ti kupuješ nek super luksuzno limuzino? Ne. Žlahta sprašuje, a je to primerno in odkje imaš toliko denarja? Ne. Torej, ljudje so nekateri mislili, da dejansko jaz kupujem nov avto. Ne. Jaz, kot sem povedal, se vozim z svojim 9 let starim Audijem, če je pa ta v popravilu, pa z ženinim Hyundaiem. Medtem ko trenutno me vozi voznik pogodbeni državnega sveta z Golfom in zadeve delujejo kar solidno. No, vozilo, ki so ga ukradli našemu šoferju v zavarovani garaži, je bilo potrebno nadomestiti. Ne? In v začetku so bili dogovoljeni tudi parametri, ne? Kako naj se zgodi. Ugotovljeno je bilo, da rabljenega vozila v znesku pričakovane odškodnine ni moč dobiti v neki primerni kvaliteti. Zato so bili mi predlagani naslednji okviri, da se gre v razpis, kjer se cena zniža za okrog 30% glede na prejšnje vozilo in kjer se spodnja meja tehničnih zahtev tudi zniža za 30%. Moram priznati, da se tisti trenutek, kjer so ostale podrobnosti, res nisem spuščal. To se mi je zdelo varčevalno, realno, na osnovi predpostavke, da bomo za nadomestno vozilo v državnem svetu plačali samo tisto, kar bomo dobili od zavarovalnice nazaj. In potem jaz tega primera nisem niti spremljal in sem bil dejansko tako kot verjetno marsikdo šokiran. Nek ponedeljek zvečer na Pop TV-ju grozljiva novica, Blaž Kavčič si kupuje super luksuzno limuzino v takih časih in potem se je to v naslednjih dneh povezovalo še s skrajševanjem bolniške in tako naprej. In potem se sicer v drobnem tisku dodajalo, ja, se je res, da ne bo šlo za nov denar, gre za nadomestno, ampak vendarle
No, poglejte, če pogledamo strukturo celotne akcije, ne. Bila je zamišljena tako, da se pokaže, da z Blažem Kavčičem nekaj ni v redu, da z državnim svetom ni v redu in zadeva je tekla po naslednjih stopnicah, ne. A pa res potrebuje predsednik državnega sveta tak avto, a ne bi skromnejši avto, in potem na koncu se je ta zadeva končala, ja, pa se bi se lahko tudi, ne vem, z mopedom vozil, a je treba, da se sploh vozi, in na koncu sploh rabimo državni svet. Pravzaprav zadeva je bila zelo profesionalno spakirana skupaj, ne, in je dobila take dimenzije. Moram reči tako, no, da zaključim, dokončno ravnanje državnega sveta na tem področju bo razumno in gospodarno. V državi še ni, v garaži državnega sveta še ni nobenega Mercedesa. Dosedanje ukrepi ali pa delovanje strokovnih služb državnega sveta je bilo absolutno pravno korektno in gospodarno. Res pa je, da na vprašanju primernosti, ne, je zadeva sporna. To moram jaz odprto priznati, ker če se zadevo gleda skozi prizmo, ne, ali je v času, ko proračun striže država na vseh koncih, primerno, ne, da državni svet kupi nov Mercedes v taki kakovosti, kot je to lahko vprašljivo. S tem se jaz strinjam. In o tem se bomo pogovarjali. Povem ne samo to, da tudi dejstvo pa je, ne, in to se mi zdi pomembno poudariti, da ta avto očitno se je Mercedes odločil ponuditi po približno polovični ceni, ker se Mercedes bolj zaveda očitno pomena državnega sveta Republike Slovenije kot nekatere slovenske institucije. Tako, nekoga imamo na zvezi, dober dan. Ja, dober dan. Kdo je z nami? Lete, kliče Janis iz Hrastnika. Izvolite. Lete, ko meni da mira tale zadeva okoli kraje avtomobila. Ja. Zdaj, če imate vi šofer zaposlenega, ta šofer bi mogel za avto skrbeti, saj po moje, če je vesen delal. Lete, jaz tudi delam v industriji in imam svoje orodje. In če ga ne bo masno, mi ga bo drug pokradil, pa nimam kje delati. A je tako? Sam ne se zdi, da je vam se tu nekog prav pršli, da so vam ukradli, ker zdaj se pa na veliko se hvalite, ja, zdaj pa zdravnica dala tuk denarja za avto. Tukaj meni nekaj ne gre v glavo, ker rečemo, če bi vi avto dali noter staro za novo, bi dobili za njega veliko manj. In tu tele mi ta detalj ne gre v glavo. Mislim, kako lahko vam ukradejo avto, če ima ne vem kakve kodirane ključe, pa šoferja, pa garaža, pa kaj še vse. No, lejte, s tem sem se jaz že skoraj z vami strinjal, ne, da, pa zakaj so ravno zdaj ukradli, ne, avto državnemu svetu, zakaj ga niso pol leta prej, ne, ravno zdaj, ne, pred temi spremembami. Je to zelo zanimivo, je dobro, da ste upozorili, ne. Gospod Kavčič, imate vi še kakšno pripombo? Ja, zdaj, jaz sem gospoda celo razumel, da razmišlja o tem, da je državni svet imel tukaj neko strategijo kraje avtomobila, kar je seveda vrhunska neumnost, ne. Zdaj, kako je do te kraje prišlo? Žal je prišlo do kraje, v tem obstoji policijski zapisnik. Nam je seveda bilo zelo žal, da je prišlo do kraje približno 2 leti starega avtomobila, s katerim smo bili zelo zadovoljni. Bil, kot nam je voznik povedal in kot je tudi policija preiskala, je bil avto parkiran na zavarovanem parkirišču in so bili izpolnjeni vsi strogi pogoji, ki jih postavlja zavarovalnica za izplačilo odškodnine. To pomeni, da so bili spoštovani vsi ukrepi varovanja vozila. Od tega, da ni bilo ključev v vozilu, da ni bilo dokumentov v vozilu, da je bilo vozilo na zavarovanem parkirišču. Tako da jaz, kot predsednik državnega sveta, tudi s tem primerom seveda pobliže nisem imel možnost ne na nanj vplivati ali kontrolirati, ampak kot me je sekretar informiral, so bile vse zadeve izvedene korektno, in če ne bi bile, potem seveda tudi ne bi dobil državni svet izplačane odškodnine v polnem znesku. No, to je potreba podariti, ja, moramo reči, recimo iz izkušenj naših sodelavcev tule na radiju, recimo, da je zavarovalnice so pa zdaj postale tako natančne, da ne rečemo kar malce zoprne ali pa celo zelo zoprne, da danes tudi recimo, če si zavarovan recimo življenjsko in greš po cesti, ne, to so mi pravili znanci, in ti pade opeka na glavo, ne dobiš odškodnine, če si bil mogoče malce pod vplivom maliganov, ne.
kljub temu, da nimaš s temi maligani nobenega vpliva na opeko, ki pada, ne, strehe, ampak prosim, tudi ti pogoji morajo biti izpolnjeni, da ne rečemo tudi to, da tudi če se ti kaj zgodi, pa si bil recimo kot pešec tudi pod vplivom, tudi pod manjšim vplivom alkohola, je zavarovalnica pri življenjskem in nezgodnem zavarovanju tako stroga, da ne rečem ovinkarska, ne, in v drobnem pisku baje to piše, da ne boste dobili nič. Ne. Torej, pazite, alkohol je popolnoma prepovedan. Ni pa prepovedano seveda klicati na naš radio in vprašati našega in vašega gosta, karkoli želite v zvezi s temo naše oddaje. No, Državni svet je verjetno tema, ki je zelo zanimiva. Ne? Škoda res, da niste imeli priložnost, da bi nastopili in povedali to tudi v drugih slovenskih medijih. Ampak človek se vpraša, recimo, ko pregleda naše časnike, neko složnost, neverjetno složnost, ki na nek način seveda je lažna, ker vsi naši časniki pravzaprav sledijo recimo nekaterim televizijskim hišam, ki niso v lasti, ki niso v slovenski lasti, ne? Ki so v lasti, bi rekel, drugih lastnikov, ki so celo onkraj luže, ne? In potem jim ti naši tiskani mediji tudi sledijo. Ne? In seveda v teh tiskanih medijih v zadnjih tednih nismo zasledili skoraj da nobene besede v obrambo demokraciji, kot ste sami omenili na začetku te oddaje, nobeno obrambo v tem smislu, da bi kdo šel pa vas poprašal, naredil tudi z vam kakšen intervju, kakšen pogovor, ne? Ali sekretarjem Državnega sveta Republike Slovenije, ampak se te stvari bolj ali manj čakajo, da se izpojejo. Ne? In potem recimo različni poslušalci, ki so tudi nas že spraševali v prejšnjih tednih, kako je s tem vozilom, kako in kaj in tako naprej, niti ne razmišljajo o tej možnosti, da je morda bilo pa tudi to, ne? Da je ta avto izginil prav v tem času, tisto, kar vse te dogodke poveže. Ne? Mislim, ne vem, saj človek ni, bi rekel, poseben pristaš, ne, teorij zarote, pa vendar spominjam se nekdanjega predsednika vlade Republike Slovenije, ko je bil še predsednik Drnovšek, kako mu je prav tako po noči zmanjkal nek Audi, kako je bilo rečeno, da se ta isti gospodič, da se je mudil pri neki zanimivi osebi, ki je bila slučajno pri njem tudi zaposlena in tako naprej. No, skratka, kar veliko je teh stvari, ne, in da bi zrno, ne, pravzaprav nekako našli, je pametno, da človek pride v medije, tako kot vi, kot smo vas povabili, ste takoj našli čas. Vas bom kar takole vprašal še tudi drugo, ne, gospod Kavčič, da vam ne bodo mediji drugi, ne, prinesli izpod kakšno afero. Je še kaj takega v vašem življenju, za kar vas skrbi mogoče? Ja, človek nikoli ne veš. Posebej nevarno tisto, kar se skuje skupaj, kar se sprevrže iz recimo delnih resnic ali iz popolnih izmišljotin. Jaz sem sicer v svoji karieri tudi poslovni bil deležen kar veliko takih nizkih udarcev, tudi parkrat sem se moral pač dvigati potem iz štartnega položaja, ne, kot se temu reče, ampak ja, ne, mislim, da ne, ampak v bistvu gre za en zelo tak krčevit zdaj poskus diskreditacije tako mene kot Državnega sveta. V resnici so pa to, če govorimo o mojih stališčih, ne, ker nekateri, se je bilo zelo prozorno, ne, ko so začeli citirati iz internih biltenov, ne, Državnega sveta nekatere moje misli, ne, kritične do strukture slovenske družbe, kjer so interesne skupine, ki jim plastično rečemo plenilske elite, prevzele preveliko moč, ne. In če berete recimo v današnjem temle nedeljski prilogi še 5.7. dne, kako tečejo reke denarja iz Slovenije v davčno oazo Dubaj, ne, te stvari je treba skupaj zložiti in videti, kdo je komu gre na živce v tej državi. Ampak upam, da bodo državljani v neki fazi se vsem zavedali, ne, katere stvari so pa resnično pomembne v življenju, za katere bi se morali skupaj prizadevati. Ne? In nam tudi Evropska unija ne more biti končni cilj, ne more biti sredstvo za to, da bo Slovencem vsaj tako dobro, kot je bilo nekoč, želimo pa si, da bi bilo bolje. No in midva imava že nekoga na zvezi. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Dobro, naj bo Slavi pri telefonu. Slavi, odkot? Ja. Štajerske. Z Ljubljane, kakšne Štajerske. No pa po narečju bi rekel, da ste Štajerka mogoče, ne?
Dobro, ajde. No, vidite, Ajde, mi vse uganemo. Intimno odkriti pa je tudi malo narobe. Res je, Glavnem, no, povejte. saj vse eno, mene tukaj nekaj časa res poslušam že tega gospoda, se mi zdi, da kar nekako v redu govori, pa vse, ampak če se realno razmisli o vsemu, Aha. kar se dogaja v naši državi, pa ne naši državi, kot je govoril svet, kam drvi in vse, Ja. čista resnica. Demokracija popolnoma zavožena, daleč od vsega. Mladina nam je dobesedno spuščena, zakoni so odzeti pravnim organom, da lahko postopajo, kje nekdo lahko zelo veliko ukrade, uniči, mislim, ne vem, kako bi se človek vse izrazil. Vse lahko eni počnejo, pa se jih ne dobi, ne kaznuje. Če samo gledamo tele, kaj so počeli v naših velikih firmah in zavozili firme, nihče ni nič vrnil, denarji njihovi, Bog ve, kje so preskrbljene, so vse družine, bogati so preskrbljeni, čisto vsi reveži. Pravzaprav bom rekla, ker smo pošteno delali do svoje pokojnine, bomo še mogoče brez tega ostali, nič ne znamo, poslušamo, živce si žeremo, sicer hvala Bogu, jaz dosti ne poslušam, ampak ker to slišim, tako se mi zdi zelo žalostno, da se nam vse govori, kar mi vidimo, nihče nič ne ukrene, ker vsi imajo prste vmes. Ker je eden drugemu pomagal, tretjemu dodal. V glavnem tu je tako povezano. Bom primer povedala, ker sem stanovala v Ljubljani, se je grozno leta, ne vem kjerega, mislim, kradlo avtomobilska vetrobranska stekla in zadnja na jugu teh. In to se je kradlo, mislim, da je bilo rečeno 11 let, da niso odkrili, kdo krade šipe. Na kar se je zgodilo na našem parkingu, jaz sem imela pa smolo, ker po noč spati nisem mogla, sem z balkona gledala, zaprav kadila sem še takrat, in sem opazila, da nekdo krade, poklicala policijo, to je bilo vse cool. A videla sem, da sta se dva avta pripeljala, velik džip in majhen fičo. S fičota stopi mladenič, se je kobajagem postavil, da gre po potrebu, ki je pogledal levo desno, je začel rezati gumo in je šlo. In to sem jaz poklicala policija, je bila vse, ne morem reči v brzini, vse okrog jih je bilo tako, da nihče ni mogel nikamer pobegniti. Fantka so dobili, kar mi je mnogo žal, da nisem smela povedati resnice. Drugega avta ne bom povedala, kdo je bil zraven, ker je bil organ. Pa so rekli, mi smo gospa na prvem mestu, pa sem bila pa utihna. Tako, no, vaša zgodba je zelo poučna. Čem povedati, vse so ti imajo prste vmes veliki, majhni pa sedijo in odgovarjalo, ker smo bili na sodišču in nisem upala povedati, kdo še je bil, fant je pa obtožen, mama je pa jokala iz Dolenjske, ki je rekla, ni to moj sinek naredil, čeprav je naredil, ampak ne sam. V sodelovanju z nekom močnejšim. Tako, danes mora nekdo ukrasti, tudi ta avto, ki je bil ukraden, ni bil ukraden od smrtnika navadnega, ampak tako. To je hvala lepa. Hvala lepa vam, hvala lepa. Srečno, lepo se imejte. No, gospod Kavčič, bi mogoče kaj komentirali, zdaj le proti koncu oddaje. Ja, veseli me, da ta debata, ki je sicer širša, spodbudi tudi razmišljanje ljudi, ki so neposredno kot običajni državljani deležni dogajanj v naši družbi v dobrem in v slabem. Ne bodimo sicer preveč negativni in pesimisti. Ne? Če vzamemo v roke, naprimer, tisto publikacijo statističnega urada o tem, kaj se je v Sloveniji zgodilo v zadnjih 20 letih, si moramo priznati, da je veliko od tega dobro. Veliko stvari v Sloveniji se je izboljšalo. Tisto, kar pa je zaskrbljujoče v zadnjem času, pa je, da smo popustili v tem, da bi spodbujali zadovoljstvo in ustvarjalnost državljana Slovenije. Poglejte, kako nam posli izginjajo, kako nam izginjajo slovenske blagovne znamke, tudi na področju prehrane, pridelave, predelave hrane na široko potrošnih izdelkih. Trgovski centri prehajajo v tuje lastništvo. Pa da se razumemo, jaz verjamem v sodelovanje z tujimi partnerji, tudi sam sem pomemben del svojega dela preživel v ustanavljanju in delovanju mešanega podjetja z nemškim Siemensom, ki je desetletja uspešno sodelovalo. Pomembno je, da so ta sodelovanja razvojna in da se povečuje obseg dodane vrednosti v Sloveniji in to je tisto, kar je pomembno. Če pa tu pogledamo številke, pa vidimo, da zaostajamo.
Mi sicer kar veliko vlagamo v razvoj, raziskave, ampak kar se tiče pa tistega merljivega dela, ne, to pomeni, koliko pa je dodana vrednost na zaposlenega, smo pa na 34-35 tisoč evrov, namesto da bi bili med 60 in 70 tisoč. In tu se moramo vprašati, ne, kaj se nam dogaja z gospodarskim sistemom, a znamo upravljati državo, odgovor je, ne znamo dovolj dobro upravljati in ne znamo zgraditi tudi tistih poslovnih grozdov in sistemov, kjer bi se lahko oprli na lastne sile. To je že odprej omenjene prehrane, tudi energetika, tudi lesna veriga je taka, kjer čakajo desetine tisočev delovnih mest, ampak kjer se samo po sebi, po neki neoliberalni utvari, ne bo zgodilo nič. Tukaj mora država pomagati z predlaganjem in spodbujanjem struktur in potem bodo tudi ljudje prišli iz tega stanja nezadovoljstva, v katerem so zdaj, v stanje, da bo vsak sebe vprašal, kaj pa jaz lahko naredim za sebe in za svoje širše in drugo okolje, da bom zadovoljen, da bom uspešen. Ampak dokler v zadnji nekdo krade, ne, se ljudje po mojem ali intuitivno ali pa zavestno težko odločajo, da dajo, kot nekateri radi pravijo, vse od sebe. Gospod Blaž Kavčič, hvala lepa. S to vašo mislijo bomo zaključili to našo oddajo. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa seveda hvala za vašo pozornost. Kdo bo gost ali gost naše prihodne oddaje, vas bomo pravočasno obvestili. Avtor oddaje Borut Pogačnik. Nasvidenje.